generalna sekretarka, prihaja iz Obale, iz Univerze. Sandra Kašca je vodja kabineta, pravnica s pravosodnim institutom, prihaja iz gospodarstva, do sedaj dela v Luki Koper, sedaj prevzema novo funkcijo. Na moji levi je Tjaša Vidic. Tjaša Vidic je moja svetovalka, predstavljala bo stik z ekipo vlade, komunikacija med vlado, med predsednikom vlade in MSZ ima na poteka kot Tjaša. Tjaša je bila vodja kabineta, ko je bil Dorijan Marušič minister, ustroj kabineta pozna. In on je tudi tista, ki pomaga vsem tistim, ki so prišli na novo na ministrstvo, da stvar zelo hitro steče. Njena vloga bo tudi, kar se mene tiče in podpredsedništva vlade, da te stvari skomunicira z uradom predsednika. In v bistvu vse, kar je strateškega, bo v bistvu Tjaša vodila. Aleša Šabedra poznate, veliko govora je bilo v zadnjih dneh. Aleš Šabeder je v tem trenutku svetovalec, je tudi pooblaščen za vodenje direktorata za ekonomiko in direktorata za razvoj. Njegova ključna naloga je pa seveda za ostalo ekipo vzpostaviti čim prej delujoč urad za nadzor kakovosti in nabave v zdravstvenem sistemu. Ta urad ima že pravne podlage, jaz računam, da najkasneje v 2-3 tednih bo v celoti urad zaživel. S tem bomo tudi imeli dejansko podlage in organigram za dokončno ukinitev direktorata za ekonomiko in direktorata za razvoj. Znotraj organizacije na Ministrstvu za zdravje ostaja direktorat za javno zdravje, ki bo močan. Najmočnejši direktorat bo direktorat za zdravstveno varstvo. Ta se bo okrepil in je že okrepljen. Direktor oziroma direktor je Iztok Kos, prihaja iz Šentpetrske bolnice, kjer je patolog, bil je tudi na zbornici, skratka polno funkcijo bo opravljal pri nas. Z njim prihaja še Tina Janšek, ki je blažja na MZ, sedaj je na združenju, tudi pravnica, in boste skupaj postavili najmočnejši direktorat na Ministrstvu za zdravje. Ob teh dveh direktoratih bo še direktorat za zdravstveno nego, ki ga postavlja v tem trenutku državna sekretarka. To smo že tudi predstavili. Imena bodo znana najkasneje v 2 tednih, kdo bo vodil, kako bo potekalo, in to temo bo tudi tiskovna konferenca. Zadnji direktorat bo direktorat za digitalizacijo. Imena bodo tudi predstavljena v naslednjem tednu, to predvsem v smislu, da zdravstveni sistem digitaliziramo, delujemo. To bo tudi ključna točka sprememb na Ministrstvu za zdravje, to je tudi širše v zdravstvenem sistemu, torej in informatizacija in digitalizacija je tisto, na kar polagamo zelo veliko. Aktivno se pripravljamo na pripravo interventnega zakona, ki bo dokončan do srede v naslednjem tednu. Potem bomo pa v koaliciji preko Odbora za zdravstvo sprožili vse ustrezne postopke. V tem trenutku lahko rečem, da intenzivno delamo vsi na MZ, prišli smo z ekipo, vemo, kaj delamo, noben tekoči posel se ni ustavil. Stvari tečejo gladko, primopredaja je bila v redu, revizijo primopredaje bomo naredili v roku enega meseca, sedaj se fokusiramo na to, da bo do konec junija Ministrstvo za zdravje v celoti reorganizirano, da bo to operativna, hitro delujoča digitalna struktura. Tako bomo potem se ustrezno pripravili na vse, kar nas čaka.